Dober dan. Živijo. Neposredno zatem, ko je reprezentanca Škotske v nogometu premagala reprezentanco Republike Slovenije, se je Škotska odločila za to, da ponovi referendumsko vajo 2018, 2019, ne vemo še čist zagotovo, kar pomeni, da je usoda Združenega kraljestva negotova. Je pa tudi še bolj zapletena, kajti danes je zgodovinski dan, ko se prvič v novi dobi aktivira 50. člen Lizbonske pogodbe, kar pomeni, da se začenjajo procedure, ki bodo vodile v izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije. Seveda, če bo Združeno kraljestvo po morebitnem škotskem referendumu sploh še obstajalo. Zna biti tudi razdruženo kraljestvo. Se ti strinja z mano, da gre za zgodovinski dan danes? Jaz v vsakem primeru je to res, ker kaj takega se še ni zgodilo, pa ta mehanizem, v Evropski uniji so sploh zelo popularni izrazi mehanizmi. Zato mehanizem za ono, za tretje. In ta mehanizem... To je pobrano iz mehanizma švicarske ure, ki pa ni del tega skupnega ta mehanizem podjetja. je izumil Anglež, nek lord, mislim se, kjer piše, ali kako že. Vpliven član trilaterale in skupine Bilderberg. In se je tudi izrazil, da mu je grozen žal, da obžaluje, da ni to pisal za Anglijo, za kakšno diktatorsko državo, ampak žal je Anglija prva, ki je ta mehanizem uporablja. Seveda se pa zdaj zgodbice ponavljajo, zaradi tega, ker zdaj to, kar je Anglija Evropi počela, zdaj ne dovoli, da bi Škotska njej počela. Mislim, ta otoški egoizem gre zelo daleč. Je zelo samodestruktiven. Jaz, kolikor zdaj pač berem tuje komentarje, časopise in tako naprej, tiste poznavalske sorte, v glavnem delijo mnenje, da v bistvu ta angleški politični pogon pravzaprav niti ne ve dobro, v kaj se spušča. Je pa seveda nemogoče zdaj nazaj vzeti. Mislim, tudi tega ne vemo, veš, kam bo aktiviranje tega mehanizma prepeljalo. Kolega Damjan Slabej z zunanje redakcije pravi, da ko bo ta mehanizem aktiviran in potem, ko se bo zavrtel, od te Evrope ne bo ostala opeka na opeki. Dobro. Zagotovo bodo stvari drastično drugačne, spremenjene, kar se tiče financ, kar se tiče kadrovske popolnitve, hkrati pa tudi na institucionalni ravni bo zelo gotovo prišlo do sprememb, pa dodajmo vsemu temu še vedno bolj legitimno idejo, da naj bi ta kontinent se vozil v 2, 3 ali več hitrostih. Treba bo dati čas v čas, da bi ljudje dojeli, kaj se v resnici je zgodilo in kaj v resnici se dogaja. Zdaj napisal, to sem tudi bral v nemškem časopisju v Facu, kako povzema pravzaprav Noama Chomskega, ki je v Ameriki jasno in glasno povedal, da vidi sledove, se pravi, da je treba, da mora Trump dati možnost, predsednik Trump dati možnost ljudem povedati, kaj zdajle v tem trenutku oni hočejo od njega ali pa kaj hočejo od svoje zmage. Rezultat njihove zmage je seveda Trump. In on napoveduje, da bo Trump seveda zapustil svoj elektorat. Se pravi, da ne bo nič več od tega, kar je govoril, delal, se bo povezal v neke druge koalicije in ljudje rabijo čas, da bodo to ugotovili. Že pri Obamacareu je bilo tako in v drugih kapitalskih zgodbah bo to, ker na koncu bo kapital ugrabil Ameriko oziroma tudi Trumpa. Čeprav on govori proti elitam, On je izrekel zanimivo misel, delavski razred bo na volitvah udaril nazaj. Je prepeljal v predvolilno razpravo termin delavski razred, ki je zvenel tako neobičajno. Ja, to je po mojem mnenju malo po Sandersu povzel, ker se mu je pa splačal. Se mu je splačal, ampak zdaj bo pa ta elektorat, pa delavski razred
verjeten z nekim faznim zamikom, domnevam, pa vendarle svoje povedal, oziroma se bo odražal v javnem mnenju. Itak je Trump že najbolj nepriljubljen politik ever, ne, sploh. Zdaj v Brexitu je pa zelo podobno, ne, zaradi tega, ker ko bo enkrat, včeraj sem delal intervju z Joštom Frankom, a ne, s tem našim imenitnim fotografom, res dobrim fotografom, sjajnim fotografom, ki mu... Za njega celo lahko rečeva, da je mlajše generacije. Ne, ja, to so 20 leta, ja. ne. Mislim, da tako vrhunskih fotografov v teh letih ni veliko, ne. Ja, in nam je v veselje, da se pojavlja tudi na straneh Sobotne Ja, prilike. sicer ne bo to, bo še naslednjo, ampak Ne, s fotografijami se včasih pojavi. s fotografijami se pojavlja, ja, paradoks je pa to, da mu Ministrstvo za kulturo ne odobri statusa, to pa je čisto nerazumljivo, ne. Majstrova ulica, Ministrstvo za kulturo. Ja, neverjetno, ne. Dobro, ampak drugič o tem. No, skratka, on študira v Angliji, ne? V Londonu živi in študira tam na eni od univerz, in je že v intervjuju povedal, da je njemu bilo popolnoma jasno, ko je hodil po Ameriki z nekim projektom, s fotografskim projektom, in se je družil z tistimi ljudmi, rekel, ko sem bral časopise, sem videl neko realnost, ki je bila popolnoma druga od razpoloženja ljudi. Potem so bili pa začudeni, da je Trump zmagal. On je hodil med ljudmi, pridelovalci bombaža. Ne? Ja, ne? In je na bombažnih poljih, ne, srečal drugo Ameriko. Pa ne? tudi v bolj, kako ne rečem, v teh industrijskih predelih je hodil, ne, tudi tako belodelovski razred in tako naprej videl. Videl je seveda tudi nacionalizem, ne, na vasi, ne v mestih, v mestih tam živijo popolnoma drugo realnost kot pa provinca. Ne. To je zelo jasno zaznal in pri Brexitu je pa zelo podobno, ne. In pri evropskih zgodbah je zelo podobno. Zdaj, če se mi slepimo, ne, da je Rutte zmagal prav prepričljivo na Nizozemskem, potem se res slepimo, ne. Saj to so mi že zadnjič povedala, ne, da je to v bistvu samo medetapna zgodba, ki jo bo treba zreflektirati. In zdi se, da je nihče zdaj več ne reflektira, so rekli, kar fant je zgubil in tako naprej. Ampak ta nacionalizem bo postal destruktiven, ampak ni sam po sebi zadnji simptom, ampak je medetapni simptom. Ne. Ta kapital je podivjal resnično po Evropi. Ne. In sem zdaj prvič prebral v Frankfurterci danes, da to je zdaj prvič tematizirano, ne, po Brexitu, da se bo treba pa orientirati na Evropo, ki ne bo smela biti samo na tradiciji Evropske gospodarske skupnosti 60-letnice EGS-a, kar je bilo zdaj za vikend v Rimu, ne, da bo treba razpravljati pa o socialni Evropi. To se pravi v Evropi, ki bo spet prvič na nek način obnovila meščanske ideje, v smislu človek nekaj velja, ne samo denar, kapital, trg, ne, in na drugi strani bo treba debatirati pa tudi o solidarnosti, ne. Mislim, me je pretresel, ko je Jošt Franko povedal, ne, da je v okviru teh svojih raziskav, ko je tudi zasledoval to delo v okviru bombažne poti in tako naprej, pristal tudi v Romuniji, ne. In prav, da imajo romunski delavci tam recimo 200 evrov plače v Evropski uniji, ne. Ja, to govorijo zdaj pa o predilnicah že. O predilnicah, se pravi, to se pravi tam, kad delajo potem iz bombaža pač blago, ker on je peljal celo pot od obiranja bombaža pa do končnih trgovin, ki so vse praktično imajo razlog za slabo vest, ne. Vse brez izjeme, ne. Ampak to, da v Evropski uniji, ne, Romuni delajo za 200 evrov, ne. Potem, ko Burkini Faso seveda delavec dela za 1 evro na dan, ne na uro, na dan, ne. Na dan. Ja. In hrana v trgovini stane pa približno toliko pri nas. Ja. Greva nazaj, ne? Socialna Evropa. Tako je. Zdaj pa romunski delavec, ne? Ja. Romunski delavec če bi ta Evropa obveljala, kar očitno ne bo, a ne, bi bilo treba postaviti zahtevo, da mora imeti enak standard socialnih pravic, zavarovanj in pa zdravstvenih pravic kot nemški. To bi moral biti v Evropi standard. Tako kot morajo romunske banke izpolnjevati enake kriterije kot nemške. Obstajala je ena nadaljevanka hrvaška, v kateri se je ves čas ponavljal stavek: Dudek, ta film ne boš videl. Ja, zdaj, če bo Evropa večjih hitrostih, v redu, naj pa bo, ampak potem naj v tistih Evropah veljajo načelo egalitarnosti, ne. Zdaj,
To, da Evropa ni postavila nekih socialnih standardov, je po mojem mnenju gre v veliki meri pripisati tudi Anglija, ne, ker je v bistvu favorizirala neoliberalizem. Na koncu je pa prva, ki je skočila iz tega vlaka. Ne. Je pa tukaj pač nek paradoks, pa vendarle je. Ne? Mislim, a veš, ta Evropa, ne, je vendarle, ne, svojo finančno konstrukcijo, ne, in vse povezan s financiranjem gradila na kmetijskih subvencijah, ne? Kar pomeni, ne, da je v enem segmentu prebivalstva, to je kmetijstvo, Evropa vendarle bila socialna. Ne? Pogovarjal sem se z zanimivim analitikom pred časom, ki mi je rekel, sej v Evropi ta univerzalni temeljni dohodek že obstaja, ne? Vendar ni namenjen vsem, pač pa samo delu kmečkega sloja, ne? Tistemu delu kmečkega sloja, ki v določenih državah, ki se znajde in pride do kmetijskih subvencij. Ne? Ja. Ampak samo v določenih državah, ne vse. Paradoks je ta, ne, da zgodovinsko vzeto, ne, smo govorili, ne, dobro, takrat še ni bilo, ne, ampak ko je to podjetje, evropska povezava, ne, začelo poslovati, ne, se je govorilo o skupnosti premoga in jekla, ne, in kaj je delala skupnost premoga in jekla, ukvarjala se s tem, kako zagotoviti denar za kmetijske subvencije. Zdaj pa vprašanje pa, zakaj zagotoviti denar za kmetijske subvencije, ne? Zelo zanimiv odgovor je v eni knjigi ponudil pred časom preminuli zgodovinar Tony Judd, ki pravi tako, ne, ko so se utemeljitelji evropske povezave zbrali, ne, je bila njihova ocena, da prvič, ne, vojna se ne sme ponoviti, če hočemo, da se vojna ne ponovi, moramo poskrbeti, da se ne ponovijo fenomeni, kot sta fašizem in nacizem. Tri, ne, kako sta fašizem pa nacizem nastala? Nastala sta zaradi obubožanosti kmečkih slojev. Okay, ne, če so obubožani kmečki sloji bili tista baza, v katero se je naselila italijanska ali nemška oblika populizma, prav nacizem in fašizem v 30 letih, ne, dajmo zadosti subvencij, pa bo problem rešen. Ne. Mi še vedno dajemo zadosti subvencij, ne, novodobne oblike populizma pa so vedno bolj radikalne in tudi na volitvah uspešne. Ne. Ker morda govori o tem, ne, da ta mehanična formula, da imamo zadosti denarja zmetati za subvencije v sloje, ki bi potencialno bili lahko dojemljivi za populistične potegavščine, ne, ta formula je preveč mehanična bila. Ne. Predvsem pa ne egalitarna, ne, torej že tako imajo kmetje recimo rečemo v Sloveniji, pred delavstvom prednost, prvo, kar je, da so lahko, če želijo, samooskrbni, drugo, kar imajo premoženje, ki ga nekdo, ki je praktično živi v nekem, ne vem, bloku, mogoče celo podnajemniškem stanovanju, na prekeren način te prednosti nima. To se pravi, nima zemlje, nima možnosti pridelave hrane, morajo kupiti in je odvisen od, se pravi, egalitarnost tukaj že pade. A ne, subvencionirati nekoga, ki že ima, hkrati pa ne upoštevati nekoga, ki nima nič, ne, to je ta trenutek rak rana Evrope. Egalitarnost je nekaj, kar zagotavlja kriterije vnaprej. Zato skandinavski model univerzalnega temeljnega dohodka tako privlačen, zaradi tega, ker v bistvu na neki način kapitalizmu natika roge, ne, kot ideja, govorim zdaj, ja. Kot ideja, ne. Kapitalizem je pa pokazal, da je absolutno model, ki ni vzdržen. Se pravi, s kapitalizmom smo opravili teoretsko, zdaj praktično se bomo pa lahko še celo vojne zapletali zato, da se bo razelektril. Ne. Upam, da ne, ampak tako je vedno bilo. In Evropska unija je natanko na tem, da razpade točno na točki tistih, ki so najbolj govorili, kaj vse je treba narediti zato, da ne bi razpadla, ne. Konkretno Angleži, ne. Konkretno tisti, ki so forsirali neoliberalizem, v trenutku, ko mislijo... Se prej omenjeni Lord, ne, ki si ga omenil, ne, on je bil v srcu, a veš, vseh teh diskusij. Združen, ne samo Evropske komisije, pač pa tudi v srcu združen, reč, ne, domnevno civilno-družbenih združenj, ne, ki so, a veš, ta prostor
odpirali načelom podivjane proste trgovine, Seveda. podivjane proste menjave. Zdaj pa obžalujejo nekaj. Ne? Ja, pa a se ti zdi? Ja, zdi se mi, da britanska diplomacija potiho zelo jamra, zelo jadikuje nad obstoječim stanjem, zato ker točno vedo, da se stvar ne bo izšla, točno vedo, kaj vse to pomeni, se pravi tisto, kar je prevladujoče geslo ali pa beseda v teh diskusijah zadnjega tedna je kaos. To se pravi, gremo v kaos. Ne bomo kontrolirali posledic, ki si jih nalagamo. Potem pa druga beseda je nepredvidljivost. Ne vemo, kaj bo z tega ratalo, ne? Ker Amerika se ravno tako zapira. Negotovost, tveganje, vse kar koli hočeš, ne, zdaj pa tako. Industrija si bo na glavo, dobro, imeli bojo pač pogajanja. Idealna pozicija angleških pogajalcev je ta, da ohranijo vse privilegije do Evrope, ki jih imajo in grejo hkrati ven brez obveznosti. Tega ne bo. To je nemogoče, ne? To je popolnoma nemogoče, to je iluzija. Ne? Ljudem niso v vse jasnosti povedali, da so prodajali iluzije in da so ljudje volili iluzije in da bodo te iluzije stale 60-70 milijard evrov. Ne? In kdaj jim bojo to povedali, pa ne vem. To je prva stvar. Druga stvar, ne? Industrija in pa predvsem finančna industrija bo zbežala iz Londona, ne? Pa iz Anglije. Ne? To se pravi, avtomobilska industrija se deloma že seli ven, zaradi tega, ker to pomeni, da če gre Anglija ven iz Evropske unije, pomeni carine, ne? Se pravi, višji stroški oziroma višje cene. Da. In torej pravijo nekonkurenčni. Drugo, kar je, pa London živi neko svoje življenje, ki sploh ni več življenje Angležev. Ne? To bo tudi Jošt Franko zelo dobro povedal. Tam imaš Rolls-Royce parkirane, ne, z arabsko registracijo na prostoru, boksu za invalide. Ne. In ga sploh ne upajo odpeljati, zaradi tega, ker bi ga lahko poškodovali in bi morali plačati tako visoke odškodnine pri tako dragih avtomobilih, da mu rajš dajo samo pač neko nalepko, pa da plača kazen, kar pa njemu itak ni problem. Tam živijo Rusi, Saudska Arabija, bogataši taki in drugačni, Angleži se vozijo pa iz periferije potem na delo noter po ne vem koliko ur. Skratka, London ni več angleški. Itak ne. Se pravi, sam London in Poljakov je tam vsega tega. Ne. Skratka, sam London je v bistvu živel neko življenje, ki je bilo življenje kapitala in je bil največje finančno središče na svetu, drugo šele je bil New York. Ne. In zdaj se jim ta skleda ubija. Ne. Angleži so sicer kaznovali kapital, to je že res, ampak na končni fazi bodo ne samo kapital kaznovali, predvsem tudi sebe. Ne. Si veš, kam je šel Gordon Gekko, ko je iz zapora prišel? To si pa enkrat prav. Ja, v London je šel, ne? Pride iz zapora, ne? Proba tam v New Yorku nekaj še narediti, nekaj ne gre, nihče na Wall Streetu ga ne mara, gre v London, si kupi, gre k krojaču, si kupi nov gvant in obrne vse, s katerim je bil v zavezništvu v New Yorku, ne? S katerim je bil sprt, ne? To so te zgodbe. Based on the true story. Ne? To so te neoliberalne zgodbe, ne? Ki v končni fazi generirajo in potem tisti prepadi, ne? Ki so ljudje, ki imajo stik z zemljo, ne govorim zdaj o kmetih, ampak tistih, ki z obema nogama stojijo na tleh in producirajo pač toliko, da dnevno preživijo, ne? Do tele limite zaslužijo. Potem je prazen prostor, potem se pa začnejo milijonarji. Vmes ni več enega prostora za izredne ljudi, da bi pač ustvarjali nek spodoben standard nekega višjega srednjega sloja. Ne. Ampak so samo ekstremno bogati ali pa ekstremno revni. Ne. In zdaj je čas za premišljevanja o prihodnosti oziroma o novi Evropi, ki definitivno že je tukaj. Ne. Grede, usedli se bomo te dni, ne, z kolegico Sašo pa naredili, Vidmajer pa mu naredili na omizje o prihodnosti Evrope, tako da tega ne bova tukaj zdaj posebej odpirala. Ne? V petek. V petek. Tako, ja. Že najavljava. Potem je pa že svetovni dan šaljivcev, ne? To je pa v soboto, ne? Kjer pa tudi povejmo, da bo naš časopis nekoliko obogaten. Ne? Bo obogaten, vseh poslovnih skrivnosti pa tudi ne kaže razkrit. To sem te še hotel vprašati za konec. Če Frankfurter Allgemeine Zeitung, ki je vplivno glasilo, ne, napiše, da je težava Evrope to, da je pozabila na socialno dimenzijo, kaj to pomeni?
Ja, jaz sem to zdaj prebral, bežno prej, pred kakšno uro, dvema sem prebral, moram še natančno pogledati, ampak definitivno pa to pomeni, da se jaz berem približno tako, Nemčija je sicer vedno imela socialno komponento zelo razvito, potem je zavila v nek neoliberalizem z Angelo Merkel, ne, tak bolj izrazit neoliberalizem. Ne. Ja, pa že prej s Schröderjem tudi. Pa s Schröderjem, ja, ampak vendarle je pa Nemčija ima kulturo nekega socialdemokratska in krščanska demokracija in socialdemokracija sta bila obe dve, sta se recimo temu dotikala ena druge na socialnem področju. Se pravi, nista bile radikalni, ampak sta bile socialno nekako čuteči. Ne. V Skandinaviji pa itak, ampak zdi se mi, ne, da en del Evrope bo zdaj približno razmišljal tako, da se je znebil nekih sitnežev neoliberalnih, v tem primeru v Angliji, in da je možno Evropo na novo premisliti. Vprašanje je samo to, a ni že prepozno, ne. Na to vprašanje je pa odgovor spet Evropa dveh ali pa treh hitrosti. To se pravi, tisti, ki se v to ne bodo vključili, ne, bodo lahko diskutirali, če seveda Evropa prve hitrosti ne bo spet neoliberalna Evropa samo tistih, ki se bodo ozirali samo na produkcijo, pa na trg, pa na kapital. Ne. In v tem primeru bo Evropa razpadla. Jaz še naprej trdim, bo v polnem nasprotju z našim predsednikom slovenske države, da on je namreč rekel, da Evropa bo bodisi federalna ali pa je ne bo. Ne. Jaz trdim, da bo socialno korigirana ali bo pa razpadla. Trdim. Več kot to zdaj v Evropi nam govoril, ker bomo pač v petek govorili, ampak na vsak način, če se zdaj fokusirava na Anglijo, ne, pa na Škotsko in verjetno bo sledila tudi Irska, ne, bi rekel, da Anglija vse je zelo tak, rekel, gledališko, teatrični vložek. Ne. Namreč vse, kar stori, dobi v obliki odmeva zdaj iz severa, ne, iz Škotske. Karkoli že ona Evropi stori, Škotska za njej dela. In to je pa lepo gledati. Ne. To je material vreden Shakespeara. Tako je. Hvala lepa.